V online svetu nas ne zmatra tehnologija, ampak nas zmatrajo, trudijo odločitve. Namreč velikokrat opažam pri strankah, da ratajo po enem obdobju dela v mentorskih programih blazno utrujene. In velikokrat ljudje to povezujejo z tehnologijo. Zdaj, tehnologija je res taka stvar, da nas utrudi, ampak v resnici, ko mi vzpostavljamo svoj online biznis oziroma ko vzpostavljamo te online zadeve, je tisto, kar nas zares utrudi, so odločitve. Mi se moramo zavedati, da dnevno sprejmemo več 10.000 odločitev. To so odločitve, kaj bom jedel, kaj se bom oblekel, pol, če imamo otroke, so še odločitve, ki so povezane z otroki, pa kaj bom danes skuhal za kosilo, pa tako naprej. In na top of the top, na vrh vseh teh odločitev, mi kar naenkrat začnemo dodajati še odločitve stila, katero platformo naj pa izberem, ali naj se posnamem s kamero ali s telefonom, ali naj naredim tak brezplačnik ali onak brezplačnik, ali skratka, razumemo se, ne? In to je tisto, kar začne utrujati, to je tisto, kar je težko. Tako da, ko enkrat mi to razumemo, da ni teža oziroma utrujenost povzročena prvenstveno zaradi tehnologije, oziroma zaradi tehničnih stvari, ker bi bile težke ali pa karkoli, ampak zaradi tega, ker je bilo treba sprejeti veliko različnih odločitev, potem je to, bom rekla, že en korak k cilju oziroma en korak k rešitvi, ker namreč to pomeni, da mi lahko te odločitve sprejemamo takrat, ko smo mi najbolj spočiti. Zato vedno predlagam, ko delamo ko razvijamo svoj online biznis oziroma ko svoj biznis, svoj coaching, izobraževanje, kakršenkoli biznis že začnemo podpirati s tehnologijo, vedno priporočam, da to delamo, ko smo spočiti. Najboljše je, zdaj za večino ljudi to pomeni zjutraj najbrž okoli 9, 10 ure, skratka, da ne gremo to zdaj delati med dvema sestankoma, ko imamo glih 5 minut časa, ali pa da gremo to delati v soboto ali pa nedeljo, ko bi mi radi počivali, pa si pa nakopljamo še, razen če nam je pač to dan, ko si res lahko, ko je to za nas ugodno. Skratka, odločitve so tiste, ki nas utrudijo in veliko lahko naredimo s tem, če se torej zavedamo, da so odločitve tiste, in pa s tem, da jih začnemo oziroma da delamo stvari v času, ko je to za nas najbolj ugodno in najbolj, kako ne rečem, sproščujoče.